Ja, nekaj sistemskih rešitev ali pa sistemskih stvari bi rad predstavil v zvezi s skrajšanjem čakalnih dob. Prva zadeva je to, da smo ugotovili, da imamo na čakalnih listah vse bolnike, ki so prišli v našo inštitucijo, zato, ker teh bolnikov, kljub temu, da so že nekateri opravili to operacijo, poseg, pregled v neki drugi bolnišnici, včasih celo pri nas, smo ugotovili, da jih imamo tudi mi na čakalnih listah. Teh bolnikov enostavno do sedaj ni bilo mogoče brisati iz teh čakalnih listov. Nov zakon o bolnikovih pravicah to omogoča. Tako da smo imeli neko, bi rekel, če se bom gogoljevsko izrazil, neke mrtve duše na teh čakalnih listah. Nekdo je že opravil, je pa ostal na naši čakalni listi. Je šel, naprimer, se je prijavil za operacijo kolka in opravil operacijo kolka v Valdolti. Mi tega niti nismo vedeli, niti smo ga smeli izbrisati. In ko smo računalniško te čakalne liste potem seveda seštevali, so toliko daljše. To je eno. Sedaj čistimo te čakalne liste z individualnimi dopisi vsem čakajočim. Približno 5500, pa prosim, ne me zdaj držati za 50 gor ali dol, dopisov je že šlo ali bo še zdaj v tem tednu, do konca tedna, šlo iz naše bolnišnice, kjer bomo pozvali vse bolnike, lepo prosim, povejte nam, kako je stanje zdaj pri vas. To je ena stvar. Druga stvar je, da smo na nekaterih oddelkih, kjer je bilo to omogočeno, uvedli dvoturno. To pomeni operacijske programe, recimo na traumatologiji, poškodbenem oddelku, kjer smo imeli velike čakalne dobe zaradi odstranitve osteosintetskega materiala, smo v popoldanskem času opravili te storitve. Sedaj se je ta čakalna doba skrajšala na razumno mejo 2-3 mesece. Potem imamo dodatno delo, recimo na ortopediji, vse odvisno od kadrovskih možnosti, kjer lahko imamo toliko rezerve v kadru, da lahko dvotornost izvedemo, smo to tudi izvedeli. Na ortopediji bomo sedaj pričeli z operativnimi programi ob 7. zjutraj. Tako da bomo že pred rednimi operativnimi programi opravili eno operacijo, pa potem naprej. Da bi program, ki smo ga ne pozabili, v bolnišnici Maribor v zadnjih 7 letih povečali, govorimo o endoprotetiki, to se pravi ortopedski kirurgiji, povečali 150 endoprotetskih operacij na 800. Večkrat sem že poudaril, da pritok populacije vse starejša, pritok bolnikov, ki to potrebuje, vse večji, zahteve družbe, okolice so takšne, da ostanemo čim bolj dolgo v pozna starostna leta fit, v dobri kondiciji in zahteve časa so takšne. Tako da je tu pričakovati ves čas neko krizo in neko ozko grlo. To je in zadnji element, kjer smo opazili, da imamo probleme, je anestezija. Zato smo sklenili tudi pogodbe, konkretno recimo z Mursko Soboto, en čas tudi z Celjsko bolnišnico, z anesteziologi iz teh bolnišnic, ki so prihajali v našo inštitucijo in potem tukaj nudili to narkozo, to se pravi to uslugo, cel dan. Tako da smo lahko sprovedli naše programe, ne da bi okrnili ostale redne programe. Sedaj imamo podoben namen napraviti tudi z otorinolaringologijo, da konkretno odgovorim na vaše vprašanje in kolikor bo mogoče, bomo skrajšali čakalno dobo tudi na tem segmentu. Tako da zelo individualno, zelo različno od oddelka do oddelka rešujemo ta problem, predvsem glede na to, kje so ozka grla.